Dobrodošli. Dobrodošli v AVE Kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas pripravili klasične čevape in pa žar klobasice. Sej vsi mislijo, ne? Čevapi, ok, najmanjši problem. Odpreš, primeš, vržeš na žar, pa gledaš, pa čakaš, kako se peče. Ne, ni res, daleč od tega. Čevap se mora peči z ljubeznijo. Okoli ga moraš obračati, lepo nežno, zelo hiter, ne smeš počasi, meso ne sme ratati suho, se pravi, mora ostati sočno. Kako bomo to naredili, boste videli danes. Jaz sem tukaj že testno dal enega gor, da bom pokazal, kaj se zgodi s čevapom, če ga dolgo pečete. V bistvu predolg. Tako da boste videli, kje delate v napako. Vsi vemo, ne? Čevap mora biti noter sočen, mora puščati še vedno tekočino, ne sme biti suh, ne sme biti kot žaganje. Je bolj, da je še vedno malo bolj rožnat, kot da je čist siv ali rjav. Žar je vroč, kot mora biti. Zelo pomembno pri mesu je to, da se peče na dokaj visoki temperaturi, da beljakovine čim prej zakrknejo, da ne izteka tekočina iz samega mesa. Čim začne iztekati tekočina, to pomeni, da se bo meso izsušil prej ali slej in da bo rad užival in jasno posledično poleg tega tudi suh. Naslednja stvar so žar klobase. Takole. Da bomo pa zadevo popestrili, da ne bojo očitali, da dajemo na žar samo meso, bomo dali še malo zelenjave. Dali bomo paradižnike. In bomo čist klasično na pol, nič komplicirali, jih posolili s piransko soljo. Oljčno olje. Malček popra. Mogoče malo preveč gori. Ogenj ne sme goreti, ogenj mora tleti. Se pravi, ni plamen, ampak mora biti vročina. Plamen peče pico, čevape peče vročina. To je zelo pomembna zadeva. Paradižnike bomo dali na žar. Malo okoli. To je to. Pa ne še kdo reče, da je žar dolgočasen. Daleč od tega. Še malo paprike. Pa ne bo vse v rdeči barvi. Pustimo 2-3 minutke, obrnemo še dvakrat in pripravimo krožnik, pojemo in to je to. Minilo je približno 4 minute. Takole. Zdaj bomo pokazali testno, kaj se zgodi s čevapom, ki ga prežgemo, in kaj se zgodi s čevapom, kateri je sočen. Lahko se že vidi razlika v barvi in pa sami velikosti. Ne izteka več iz njega tako tekočina, kot recimo iz tega. Evo. Ta je še sočen. In to pomeni, da je dober. To je klasična napaka, ki jo delamo na žaru. Da meso preveč spečemo. Mora biti noter malenkost take rožnate barve. Ne, da serviramo surovega, ampak vseeno. Mogoče kakšno reče, joj ne, surov čevap, zdaj pa mogoče imel, ne vem, problem. Pač prebavni, ampak ne bo imel, noben problem. Saj vsi jemo tatarski biftek surov, tako da ni noben problem. Kako so se lepo spekli tele paradižniki. Uporabil sem pelate, so bolj sladki od navadnih paradižnikov. To je žar klasika, grill klasika. Dober tek.